Ganga se je zelo hitro naučila tudi pometati. Gotovo veste, da sloni niso le izjemno veliki, ampak tudi zelo pametni in radovedni. V naravi prehodijo velike razdalje, vsak dan raziskujejo okolje in več kot polovica dneva namenijo hranjenju. V živalskih vrtovih zato omogočamo čim več priložnosti za izražanje naravnega vedenja s pomočjo obogatitev oziroma popestritev. Na ta način jim omogočimo raziskovanje življenjskega prostora, kar povečuje mentalne in fizične sposobnosti slona. V današnji Slonji soboti bomo odkrivali, kako Gangi popestrimo dneve. Ostanite z nami! Najboljša obogatitev življenjskega prostora oziroma popestritev pa je ustrezna socialna struktura. Sloni, predvsem azijski sloni, živijo v družinah, tako imenovanih klanih, nekje 10 do 15 živali. Afriški sloni v čredah, kjer jih je precej več. Interakcije med samimi člani družine ali črede v bistvu najboljša popestritev. Igra, se pravi, mladičev, skrb mame za mladiča, vključevanje samcev v to čredo, to je vse najboljša popestritev. V preteklosti je Ganga sicer imela družbo. Prišla je nesorodna azijska slonica Inda, 2 leti mlajša. Nista se razumeli, zato je Inda kmalu potem zapustila Ljubljano. Vzrok je bil pa ne samo v nesorodnosti, ampak tudi v pomanjkljivem znanju tedanjih oskrbnikov. Sedaj sem prepričan, da imamo vsi slonarji dovolj znanja za tak projekt, ker je združevanje 2 ali več odraslih slonic. Potreben je malo večji prostor, čakamo pa navodila Evropske zveze živalskih vrtov in akvarijev, s katerimi smo že v navezi. Sloni porabijo za hranjenje večji del dneva, in sicer od 12 do 14 ur na dan. Zaužijejo od 70 do 120 kg hrane in zato uporabljajo veliko različnih tehnik. Peter, kakšne izzive pa ponujamo Gangi, da podaljšamo čas hranjenja? Zdaj naša Ganga dobi različno hrano, v bistvu jih serviramo na različne načine. En način je, rečemo, da dobi kakšne brikete ali pa nekaj korenja vtisne njen bojler. Potem dobi različno seno, mešano slamo pa svežo zelenjavo v njeno kuglo z mreže, katero zna že sama malo hitreje dobiti ven zelenjavo. To nam je malo že ona uničila načrte, da bo dalj časa jedla. Potem ji tudi skrivamo v različne kote njene ograde, različno hrano, različne količine. Nekaj dobi pa tudi samo servirano v omari, katero je v prejšnji epizodi predstavil sodelavec. V različnih obdobjih leta pa je ponudimo še kakšne drugačne popestritve. Kakšne? Popestritve so odvisne od letnega časa. Po zimi občasno naredimo snežaka, v katerega skrijemo noter različno zelenjavo pa korenje, ponavadi, katerega ona zelo zbirčno ven izbere, snežaka pa potem ponavadi razruši. Spomladi dobiva tudi kakšno arašidovo maslo, na različne stebre namazano, da potem lahko ona to voha, se senzorično zamoti tudi med hranjenjem in išče različen vonj. Poleti dobiva pa večinoma sladoled, ki ga dobi v svoj bazen, da se gre sproti tudi okopati in shladiti. Na jesen dobi pa suho odpadlo listje, v katerega skrijemo jesenske buče ali pa nič. Tako da v bistvu je zelo pomembno pri tem, da ji ne povečamo kalorične vrednosti, ampak s tem podaljšujemo čas hranjenja in iskanja hrane za njo. Sloni imajo neverjeten voh, enega najboljših v živalskem kraljestvu. Njihov trobec je pravzaprav super nos, ki združuje nos in zgornjo ustnico. Z njim ne le pobirajo hrano in vodo, temveč predvsem vohajo. Raziskave so pokazale, da imajo sloni okoli 2000 genov za voh, kar je celo 2-krat več kot pri psih in 5-krat več kot imamo ljudje. Pes lahko najde skrito hrano ali sled človeka, slon pa lahko zazna vodo več kilometrov stran, loči po vonju ljudi in celo prepozna svojega sorodnika po vonju urina ali iztrebkov. Njihov vonj je tako občutljiv, da so jih v nekaterih državah celo trenirali za odkrivanje min.
in pri tem so bili uspešnejši kot psi. Če boste dobro opazovali, boste opazili, da je konica Ganginega trobca skoraj ves čas v gibanju. Obrača ga sem in tja, gor in dol. Popestritve niso samo fizične, ampak so tudi miselne. Recimo opravljamo neko delo, Ganga pride zraven, nas opazuje in se potem tako tudi nauči. Smo jo opazili, da se praska, da uporablja v bistvu orodje, se praska z vejo, potem pometa po tleh. Dal sem ji potem navadno metlo, začela pometati, jo pohvalil, dal nagrado. Ganga se je zelo hitro naučila tudi pometati. Ena od takih miselnih popestritev, ki sploh ni bila mišljena kot popestritev, zgodba, kako se je Ganga naučila odpirati omaro, ki jo napolnimo zato, da ji hrana ponoči in podnevi v več razmakih preko časovne ure pade v omaro. Ganga je bila neučakana, zato je na notranji strani vrat našla vzvod, s katerim je lahko odprla vrata in se tako postregla cel obrok naenkrat. Nato smo priredili vrata tako, da smo ustavili ključavnico. Tega res ne more odpreti, pa nisem čisto siguren, če bi imela ključ, bi verjetno tudi to znala odkleniti. Sloni niso samo izjemno radovedni vohuni, ampak se znajo tudi učiti tako kot mi, s posnemanjem. Znanstveniki so opazili, da mladi sloni včasih oponašajo zvoke tovornjakov ali celo druge živali. Še bolj zanimivo pa je, da se učijo tudi različnih vedenj. Mladič na primer oponaša mamo, kako razbija lubje s hloda in nato poskusi enako. To kaže, da so sloni res radovedni in da se znajo učiti drug od drugega, podobno kot mi ljudje. Popestritev za tako veliko žival, kot je slon, je izredno težko narediti. Obstajajo razna podjetja po svetu, kjer je možno kupiti tako igračo, vendar so praviloma te igrače kratkega veka, zaradi, kot sem že omenil, moči in teže živali. Naša Ganga pa sploh zelo hitro uniči vsako igračo, zato je izredno pomembna domišljija in iznajdljivost oskrbnika, da izdela igračo, ki bo dalj časa služila. To nam kar uspeva, vsake toliko časa pa kakšno stvar tudi kupimo. Z igračami in uporabo igrač, tako kot otroci, se tudi živali, ravno tako naša Ganga, izredno hitro naveliča igrače. To igračo potem umaknemo za nekaj časa in po enem tednu, 14 dneh spet rata zanimiva. Izredno pomembno je pri tem, da poskrbimo za varnost živali, se pravi naše Gange in oskrbnikov. Potrebno pa je pri vsaki popestritvi tudi voditi evidence. Tu imamo predvsem sledljivost, kdaj smo tako popestritev na igračo postavili v ogrado, koliko časa jo je žival uporabljala, kakšnim zanimanjem jo je, s kakšnimi izzivi se je srečevala, kdaj spet tako igračo dodati v okolje ali pa jo odstraniti. Prašne kopeli, blatne kopeli, kopanje nasploh, drgnenje ob debla, to sloni v naravi redno počnejo, porabijo precej časa za to. V ogrado Gange smo vse te rekvizite tudi postavili, zato da Gangi omogočimo naravno vedenje. Sloni se znajo s popestritvami tudi zelo prisrčno zabavati in tudi naša Ganga pokaže svojo igrivo plat. Ali ko pljuska po vodi v bazenu, ko bobna po omari ali pa pometa podobno kot oskrbniki. Popestritev življenjskega prostora pomeni več kot le igro in zabavo, je skrb za zdravje in dobro počutje ter izražanje naravnega vedenja. Ob Gangi lahko vidimo, kako neverjetna in inteligentna bitja so sloni. Tako kot Ganga uživa v popestritvah,
Tudi mi ljudje potrebujemo igro, izzive in drobne trenutke veselja. Igra nas povezuje, krepi domišljijo in ohranja radovednost, ne glede na to, koliko smo stari. Naj vam ta video služi kot spodbuda, da vsak dan vnesete več igrivosti in radovednega raziskovanja sveta okoli sebe. Hvala, ker ste bili danes z nami. Se vidimo prihodnjič.